just our pride, but our security is at stake. Pozdravljeni! Danes bomo odšli v hladno vojno. Današnji video se ne bo osredotočil na zgodovinsko dogajanje, ampak na osebo, ki je veliko doprinesla v hladni vojni. Danes bomo govorili o Fidelu Castru. In ne, danes ne bomo govorili, kako je prišel Fidel Castro na oblast, ali o raketni krizi, ali o njegovi biografiji. Danes bomo govorili, kako je CIA nam hotela izvesti 638 atentatov. In ja, tajni službi je vedno spodletelo. No, pojdimo v april 1959. V New Yorku se je ogromna množica zbrala zraven človeka z vojaško baretko in z brado. Možakar je v polomljeni angleščini odgovarjal na vprašanja novinarjem in delil cigare mimojedočim. Ameriški časopisi in predvsem levi pol v ZDA je Fidela Castra videl kot nekakšnega Robin Hooda, ki kadi cigare in je pri 32 letih sa svojo vojsko revolucionarjev strmoglavil skorumpiranega kubanskega predsednika Batisto. Ker pa so voditelji ZDA, natančneje Eisenhower, menili, da je Castro navaden komunist in so se ga bali kot hudič križa. Zakaj? Ker je bila nova komunistična država od ZDA oddaljena samo 145 km. In tako bo naslednja desetletja, dokler Castro ne umre, ga bo CIA stalno poskušala usmrtiti. Ko je Castrova revolucionarna vojska 1. januarja 1959 napadla Havano in zrušila režim Batiste, se ni še nič govorilo o socializmu. Toda Castro je ugotovil, da je skorumpirani politik celo državo izčrpal do te mere, da mora Castro sedaj prositi druge države za pomoč. ZDA mu rečejo ne, ampak Castro za pomoč prosi tudi Sovjetsko zvezo, ki pa mu je poslala kasneje gnojilo, orožje, industrijske izdelke in kupila bo za $100 milijonov kubanskega sladkorja in sadja. Ker je Fidel Castro sedaj postal v očeh ZDA najhujši komunist, ker se je dogovoril s Sovjetsko zvezo za pomoč. No, in sedaj vam bom povedal res neverjetne zamisli, kako so hoteli strmoglaviti Castra. Ker je pobijati politike v današnjem svetu nezakonito, so hoteli Castra strmoglaviti tako, da bi ga osmešili. In to tako, da bi mu v čevlje natresli talijev sulfat. To je sestavina, s katero lahko narediš strup za podgane. No, ampak njemu bi samo odpadla brada. Toda to ni uspelo, ker je Castro odpovedal potovanje. CIA kmalu ugotovi, da bo morala Castro ubiti. Za uboj kubanskega predsednika so uporabili dobesedno vse. CIA je urila Kubance, ki so pobegnili iz Kube, da napadajo Kubo preko Prašičjega zaliva, ampak jim to spodleti. Prav tako pa so Fidela Castra hoteli usmrtiti tudi tako, da so v njegovem domu pustili robček z bakterijami. Leta 1967 so Fidela Castra celo hoteli ubiti s cigaro. CIA je načelniku newyorške policije izročila cigare. V vsake je bilo toliko eksploziva, da bi vsaka cigara lahko odnesla glavo na 1000 kosov. Ampak to se ni išlo, saj načelnik Castru ni dal cigar. CIA se je lotila tudi plana B, da bi cigare zastrupili. Po leti 1960 je CIA povabila celo šefe ameriške mafije na pogovor, kako bi ubili Castra, saj je bila tudi ameriška mafija zelo oškodovana, saj jim je Castro zaprl kazinoje po Kubi. Mafija je predlagala strup, tudi ko so leta 1961 tablete prišle do kubanskega veleposlanika, ki je nameraval ubiti Castra, so ga kubanske oblasti aretirale zaradi sumov sodelovanja z ZDA. In še zadnji primer, ki sem ga uspel najti za vas. ZDA so na Kubo celo poslale Castrovo bivšo dekle. Martina Lorenz, ki je imela s Castrom ljubezensko razmerje, je sodelovala s CIA, da bi ubili Castrota, saj jo je Castro zapustil. Tudi ko je prišla na Kubo in srečala Castrota, jo je ta le vprašal, si me prišla ubiti.
Zaradi hudega psihičnega pritiska se je zlomila in začela jokati in Castro je seveda preživel. Fidel Castro kasneje umre leta 2016, 25. novembra in sicer naravne smrti. Bil je diktator z najdaljšim stažem in to kar 53 let. Pa mimogrede, v času predsedovanja Ronalda Reagana v letih 1981 in 1989 so Castrota poskušali ubiti kar 197 krat. Ronald pa je rad dejal, če bi obstajala olimpijska disciplina v preživetju poskusa umora, bi Castro bil edini preživeli z zlato medaljo. Pa mimogrede, malo za šalo, malo za res. Ameriki ni uspelo ubiti Castra niti v Call of Dutyju. V igri bi namreč moral ubiti Castra, ampak zaradi tega, ker je pač to Call of Duty, ubiješ njegovega dvojnika. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.